responsable. Merci, Monsieur le Président. Merci. Next speaker is Madame Jordan for 1.5 minutes. Spoštovani, sem za ukrepanje na področju podnebnih sprememb in za energetski trg, vendar je sedaj nekaj narobe. Imamo recimo cene energije, ki so nekajkrat višje kot drugje po svetu in ki so pravzaprav posredno politično določene. Investicije v energetskem sistemu so zopet politično določene preko raznih subvencij. V naši energetski mešanici je vse več premoga. Tega si nismo želeli, zato moramo ukrepati in nekaj spremeniti. Sama sem za to, da je naš sistem bistveno bolj enostaven, da smo bolj usmerjeni, fokusirani na problem. Zato zagovarjam en cilj za znižanje izpustov toplogrednih plinov. Hkrati tudi menim, da tisti sektorji, ki so vključeni v sistem ETS, ki je tržni mehanizem, ne morejo hkrati tudi pridobivati subvencij, ker na tak način seveda izkrivljajo ceno ogljika. O poročilu ENVI in ITRE pa menim, da je nekonsistentno, da uvaja nek drag sistem, ki ogroža konkurenčnost. Že komisija sama je dejala, da je 40% cilj ambiciozen, hkrati je predlagala 27% cilj za obnovljive vire energije in dejala, da se to ujema s 25% ciljem energetske učinkovitosti. Odbor ENVI ITRE pa je predlagal cilje 40% za CO2, za energetsko učinkovitost in 30% za obnovljive vire energije. To se nikakor ne ujame in v primeru, da bi seveda dosegli cilje za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost, to pomeni bistveno več na področju izpustov toplogrednih plinov. Thank you very much. And next speaker is Mr. Olejniczak. Panie Przewodniczący, ochrona środowiska i klimatu nigdy nie może zniknąć z naszych kluczowych priorytetów, ale prawdziwym wyzwaniem dla Europy są w równej mierze zmiany klimatyczne, rosnący popyt na energię